Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o odkritjih v povezavi z energijo po odprtih meddimenzijskega portala. Torej, ko se je leta 1998 odprl meddimenzijski portal in ko je prva oseba zapustila na ta način svoje fizično telo in šla v nebesa, ta oseba je bila v imenu Sunette Spis. Potem je ta aktivnost, njena prisotnost v nebesih vzpodbudila zelo veliko zanimanja in tudi ta portal, ki se je odprl, je iz strani nebes izgledal kot črna luknja, ki se je odvijala v neskončnost in niso vedeli, zakaj se gre. Na začetku so ugibali, kaj bi to lahko bilo, potem so se pa le nekateri opogumili in so se uspeli integrirati v fizično telo Sunette Spis, medtem ko ga ni ona osebno naseljevala, in so doživeli izkušnjo direktnega inkarniranja z pomočjo vdiha in potem so komunicirali preko njenega telesa in prinašali določene informacije v to stvarstvo. No, v onostranstvu se je verjelo, da ta zemeljska dimenzija, da je nekaj nečistega, da je neka šola, ki je bila ustvarjena z namenom, da se živa bitja inkarnirajo in učijo določenih lekcij življenjskih, da še posebej skozi trpljenje, da je trpljenje pomembno. In potem, ko si se prečistil, si bil kvalificiran, da si lahko imel dostop do višjih, finejših plasti, ravni nebes, kjer so bitja bolj fino vibrirala, imela višjo vibracijo, ker so bile bolj intenzivnejše energije in te energije so se opazile kot bela svetloba. Torej, v nebesih je bilo vse več ali manj tako prelito, zaprežeto za to belo svetlobo. In verjelo se je, da moraš biti zaslužen za to, da prideš v te višje plasti nebes, da se moraš dokazati skozi trpljenje na zemlji. Ampak to je bila prevara, kajti po teh ravneh, po teh stopnjah nebesnih si lahko enostavno napredoval z premikanjem, enostavno kot prideš tukaj iz točke A do točke B. In podobno kot pri nas pogojujejo, da recimo napreduješ na nekih stopnjah položaja v podjetju, je tudi tam bilo možno, da enostavno napreduješ samo na osnovi veze in poznanstev recimo, ali določenih prepričanj, ker varuhi, stražarji so bili tisti, ki so glede na njihove kriterije odločali, kdo sme stopiti v kakšno to nebesno dimenzijo, nebesno plast. No in seveda v celotnih nebesih se je verjelo, da energija te bele svetlobe je tista, ki omogoča, da živa bitja živijo, da so pri življenju in da brez te energije ni mogoče obstajati. In tisti ljudje, tiste osebe, ki so skozi življenjske reinkarnacijske cikle niso uspele dokazati, da so ponižne, da bi jih lahko sprejeli v te višje nebesne plasti, so jih seveda zapirali v demonske plasti oziroma ravni nebes, kjer so imeli zelo majhen dostop do teh energij. In zato so potem demoni so bili prisiljeni, da so pili energijo direktno iz človeških teles, se pravi preko
čakr, preko sistema čakr, ki je bil tudi namenjen za to, da se generirajo določene energije, so se priklapljali na te direktne čustvene vire energij preko umsko-zavestnega sistema, da so potem ljudem srkali energijo in najbolj jim je teknila energija jeze in besa. Vsa živa bitja so torej verjela, da je energija tista, ki je potrebna za to, da obstajajo. Po odprtju portala pa so se sprožili določeni dogodki, ki so pripeljali do tega, da je v enem samem trenutku v vseh nebesih ugasnila energija, zginila je energija, ni je bilo več. In takrat je nastal velik šok za vse, ampak tudi spoznanje, da lahko živa bitja obstajajo tudi brez energije. Da tisto, kar smo mi kot življenje, je fizična snov, je materija, tudi v nebesih je bila to še vedno določena pojavna oblika materije in da ni potrebna energija za to, da obstajamo. Oziroma, da je celo želja po energijah povzročila te vladarsko-suženjske odnose in posledično trpljenje in neenakovrednost, ki jo je čutiti tudi tukaj pri nas na Zemlji, v obliki pomanjkanja dostopa do naravnih virov, do hrane, do temeljnih življenjskih potrebščin. Tako da v nebesih se je potem začel ta proces samoodpuščanja, kesanja, prepoznavanja te zmote in škodljivega obnašanja. In sedaj tudi tukaj na tej zemeljski dimenziji poteka ta proces samoodpuščanja teh nerealnih miselnih prepričanj, da so čustvene energije, čustvene reakcije tisto, kar je potrebno, da smo ljudje, da brez čustev ne moremo živeti, ampak da se zavedamo, da so vsa čustva posledica konflikta v umu, da se proizvajajo na osnovi trenja in da brez teh energij lahko živimo, da lahko živimo enostavno zato, ker smo življenje, ker smo fizična bitja, ki imamo tukaj fizična telesa tudi, ki nam omogočajo še dodatno stabilnost. In da ni ta fizična pojavnost neka iluzija, kot pravijo povedsko maja, slepilo, ampak da je ravno ta duhovni svet bil slepilo in nekaj nerealnega, nekaj kratkotrajnega, ki je lahko obstajal samo na osnovi energije, ki se je morala generirati stalno iz te fizične dimenzije. Torej, ta fizična dimenzija je tista, ki omogoča stabilnost, prizemljenost in zato so vsa bitja v tej fizični dimenziji, da si vsi skupaj krepimo to zavedanje, da lahko obstajamo tukaj brez teh poželenja, odvisnosti od energij in da si lahko potem tudi vsi delimo ta fizični svet, to eno realnost, skupno realnost na ta način, da imamo vsi vsega dovolj, da imamo dovolj hrane, dovolj vsega, kar potrebujemo za preživetje. In ko bomo to stopnjo dosegli in presegli, potem nas čaka čudovita stopnja nadaljnjega razvoja, kjer bomo lahko še bolj izpopolnili naše življenje v smislu sodelovanja, podpiranja drug drugega in neomejenega izražanja samega sebe kot življenja. Tako da bo še zelo veselo. Pod tem videoposnetkom najdete tudi dodatne povezave v zvezi s tem, tako da si jih oglejte. Toliko za danes, lepo se imejte in nasvidenje.